sem Zoja. Tudi meni jutra krajša Denis Avdić. In zelo me zanima, kako je lahko že na vse zgodaj tako dobre volje. A si res vsako jutro tako dobre volje? Res se imamo zjutraj fajn. Če se ne bi imeli, potem bi se to se čuti. Tega ne moreš, da moraš fejkati, igrati, se delati, kakor da si ne gre. Glede na to, da delaš na različnih medijih, kaj so prednosti in slabosti radija? Prednost radija je ta, da si hiter. Se pravi, nekaj se zgodi, takoj greš lahko. Ti pač greš noter, tale regler gor dvigneš, ne, in začneš govoriti in poročaš takoj. Se pravi, dejansko najhitrejši medij. Fajn je zaradi tega, ker je tudi oseben. Se pravi, jaz govorim s tabo, ti si v avtu, ti kuhaš, ti nekaj delaš, jaz sem pač v kopalnici, lahko si zobe umivaš, pa imaš razvočen kopalnici, jaz sem s tabo, jaz sem pač zraven, ne, in je ena na ena. Kaj so pa slabosti radija? Je to, da moraš ostati ob 4. So šale, ki jih govoriš na radiju, vnaprej napisane ali si jih sproti izmišljuješ? Vnaprej so napisane, ja. En dan vse se prej pripravi, se napiše scenarij, v bistvu pride zvečer na mail in mi točno vemo za 5 ur, kaj bomo govorili. Seveda je vmes tudi improvizacija, tudi če se mi kaj spomnimo, se pač nekdo kaj reče, mogoče tudi daj zaidemo, kar ni prav, ampak neka osnova pa mora biti vnaprej pripravljena in napisana, da saj nekaj imaš. Kaj te pa navdišuje na to službo? Ja, v bistvu je zdaj tako, da je to pri meni kot neke vrste način življenja. Je neka svoboda, neko ustvarjanje, neka kreativa, da dejansko nimaš občutka, da hodiš v službo, ampak da se imaš fajn. Če imaš radio, nisi nikoli sam. Zdaj vem, kdo mi dela jutranjo družbo in vem, da se mora na to zelo dobro pripraviti. Čau!